Prehod čez reko. Kako sem jezen? Kaj je narobe? Po terapiji moram kolegu domov odnesti zapiske, ki jih potrebuje, živi pa tako daleč. Poglej, Demijan. Ja, saj vem, sem ga prekinil. Rekel mi boš, da mi ni v narekovaju treba narediti tega, da to počnem, ker hočem, da sem si to sam izbral in podobne reči. Vse to vem. Seveda, sam izbiraš. Ja, sam izbiram to, da čutim, da je to moja dolžnost. Dobro. Ne zdi se mi vprašljivo, ali se čutiš dolžnega, niti zakaj se čutiš dolžnega. Problematično se mi zdi, da sam ne veš, zakaj se čutiš dolžnega to storiti. Saj vem, Jovan je super tip in vedno, ko sem kaj potreboval, mi je pomagal. Zato se mi zdi, da mu ne morem odreči. No, verjetno bi mu lahko, če bi hotel, ampak najbrž ne gre za to. Skrbi me, kaj si bo Jovan mislil o meni. Ne, še slabše, skrbi te, kaj si boš sam mislil o sebi. Jaz, da sem čisti poden. Odmisliva to, kako bi se počutil, če mu ne bi odnesel zapiskov. Ali se ne počuti slabo že zato, ker si jezen, da moraš iti? Ja, res je. V tem je težava, z občutki krivde, vidiš. Ljudje trpijo in si grenijo življenje 12 ur na dan, ker se počutijo krive, da so takšni, kot so. Preostalih 12 ur pa grenijo življenje drugim in jim govorijo, kaj morajo početi. Zdaj pa res ne razumem prav ničesar. Morda je tako bolje, morda se lahko več naučimo, če ničesar ne vemo. Najtežje mi je bilo tedaj, ko je bil Jorge na pol filozof, na pol cinik, saj nisem vedel, ali govori meni, ali pa vpričo mene premišljuje o prihodnosti človeštva. Naj je to počel zaradi tega ali onega, zaradi mene, sebe, znanosti, bi v tistih trenutkih najraje odšel, če tudi sem vedel, da mi bo vse pozneje koristilo. Nisem hotel več hoditi na terapijo, osebno rasti, sploh nič. Hotel sem le oditi. Edini razlog, da sem ostajal, je bil ta, da sem nekoč res odšel, a je bilo potem vse še slabše. Svoje dvome sem namreč odnesel s seboj in ničesar nisem mogel početi, dokler si jih nisem razjasnil. To je zgodba, ki mi jo je povedal tokrat. Vedno znova se mi je vračala v spomin in me opominjala, kako pomembno je, da stvari ne pustimo nedokončanih in kako nevarno je, če se ukvarjam z nerešenimi zadevami. Takole pravi. 2 zenovska meniha sta se skozi gozd vračala v samostan. Ko sta prispela do reke, sta zagledala žensko, ki je klečala na obrežju in jokala. Bila je mlada in privlačna. Kaj je narobe? Jo je vprašal starejši menih. Moja mati umira, sama je v hiši na drugi strani reke, jaz pa je ne morem prečkati. Poskušala sem, je nadaljevalo dekle, toda zgrabil me je tok. Brez pomoči mi ne bo nikoli uspelo priti na drugo stran. Mislila sem že, da je ne bom več videla žive, toda zdaj, ko sta prišla vidva, bi mi morda lahko pomagala prečkati reko. Ko bi le mogla, je potožil mlajši,
Toda pomagala bi ti lahko samo tako, da bi te nesla čez njo. Zaobljuba čistosti pa nama prepričuje vsak stik z nasprotnim spolom. Prepovedano je, žal mi je. Tudi meni je žal, je odvrnila mladenka in spet zajokala. Starejši menih pa je pokleknil, sklonil glavo in je rekel: splezaj mi na hrbet. Ženska ni mogla verjeti, a je vseeno hitro vzela svojo culico ter zlezla menihu na hrbet. Z bremenom je stežka prečkal reko, za njim je šel mlajši menih. Ko so prišli na drugo stran, je ženska menihu v znak hvaležnosti hotela poljubiti roko. Je že dobro, je rekel starec in umaknil roko. Kar pojdi. Ženska se je hvaležno priklonila, vzela svoje stvari in stekla po poti proti vasi. Meniha pa sta se brez besed znova napotila proti samostanu. Pred seboj sta imela še 10 ur hoda. Malo preden sta prispela na cilj, je mlajši menih rekel starejšemu: mojster veliko bolje kot jaz pozna zaobljubo čistosti, pa si kljub temu nesel tisto žensko čez široko reko. Res sem jo nesel čez reko, toda kaj je narobe s teboj, da jo še vedno nosiš na svojih ramenih?